Lepo pozdravljeni v novicah tedna. V Semiču so se v sredo zbrali mojstri različnih področij, od politike, gospodarstva do kulture in izobraževanja. V Kulturnem centru Semič se je namreč odvil že 32. forum odličnosti in mojstrstva. Forum je pripravila Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju z Državnim svetom, Rastočo knjigo, vsemi tremi belokranjskimi občinami in tudi našo televizijo. Vsak od nas lahko svojim znanjem in delom prispeva k odličnosti. Naj bo današnji forum razprav in tudi drznih idej. Hvala lepa za vašo zavezanost k odličnosti in mojstrstvu. V slovesnem delu so podelili velike nagrade odličnosti in mojstrstva. Prejeli so jih dr. Julij Nemanič, pater Karel Gržan in zaslužni profesor dr. Zelo sem vesel. Vesel, da dobim tako priznanje od tega foruma, ker zelo cenim delo, ki je opravljeno, ki se nadaljuje, in biti v seznamu tistih, ki so to dobili, ja, je imenitna stvar samo po sebi. Mislim, ne. Tako da vse to, kar sem slišal, ne, zdaj sem res še bolj ponosen, da so me izbrali in da imam dober občutek, da sem bil na pravi poti, tako da to mi je zadoščenje. Ta nagrada je zame potrditev, da družba prepoznava to sodelujočo, dopolnjujočo misel kot tisto, ki nas vodi k odličnosti. To je misel, ki ne izključuje druge, ampak v drugačnosti išče tisto dopolnitev, ki omogoča nadgradnjo, ki omogoča večjo. V sklopu foruma so izvedli tudi okrogli mizi o gospodarstvu in podjetništvu ter odličnosti in povezovanju. Vesela sem, da smo nekako vsi razmišljali o tem, da je človek tisti, ki je najpomembnejši in da je pomembno sodelovanje in povezovanje. To je bila rdeča nit, to je tudi skozi vse okrogle mize se je izluščilo. Vsak ima neka znanja in ko jih združimo, potem nastane lahko nekaj lepega, nekaj dobrega. Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost. To mislim, da je potrebno tudi vedeti in se učiti že od malega do starejšega. Dogodek so obogatili s pestrim kulturnim programom, v njem je sodelovala glasbena šola Črnomelj, osnovna šola belokranjskega odreda Semič, dogodek pa je sklenil premierni sestav godb iz Semiča, Metlike in Črnomlja. Velika dvorana Škocjanskega kulturnega centra pa je v četrtek pokala po šivih. Na 29. srečanju obrtnikov in podjetnikov iz 8 dolenjskih občin v pripravi Novomeške obrtno-podjetniške zbornice, tretje največje območne organizacije pri nas, so bili tradicionalno v središču pozornosti obrtniki in podjetniki jubilanti. Najprestižnejši diamantni ključ za 50 let dela v vrtnarsko-hortikulturni obrti je ob gromkem aplavzu polne dvorane letos prejelo podjetje Gozdno gospodarstvo Novo mesto. To priznanje je priznanje vsem nekdanjim sodelavkam in sodelavcem, vsem trenutnim sodelavkam in sodelavcem, vsem poslovnim partnerjem, vsem, ki so to podjetje in nas spremljali na tej poti. Podjetje z danes približno 65 zaposlenimi po poslovnih vodah sicer uspešno krmari že 80 let. Ključ za uspeh so predvsem zaposleni. Tisti, ki z svojim trudom, s svojo pripadnostjo, s svojim poštenim delom vsak dan ustvarjajo tisto, kar stranke od nas želijo, pričakujejo in izpolnjujejo njihove zahteve. Zlati ključ za 45 let dela v obrti sta tokrat prejeli družinski podjetji Berus iz Novega mesta in šentjernejsko podjetje Plastika Bevc. Glavne vrednote, ki jih podjetnik mora imeti, so pošten odnos do svojih zaposlenih, potem trdoživost, potem mora biti pripravljen na spremembe, ki vse skozi se dogajajo, mislim pa, da je pomembna tudi podpora družine. Ključ za uspeh podjetja je, da se zmeraj nekako sam na novo izumeš, motiviraš in da ustrajaš, da ne odnehaš. Pa da ponavljaš tiste stvari, ki delajo, moraš ponavljati, tiste pa, ki ne delajo, moraš opustiti in se na tiste stvari, ki delajo, fokusirati, ki prinašajo rezultate.
Letošnje srečanje, katerega častni pokrovitelj je bil škocjanski župan Jože Kapler, je minilo v znamenju rekordnega števila več kot 90 podeljenih priznanj in plaket jubilantom. To so priznanja za dolgoletno, rekla, skrb, delo, vztrajnost in marljivost, ter da prebrodamo vse te težave in izzive, ki so na poti obrtništva in podjetništva, in tudi z našimi tako imenovanimi Oskarji jih nekako nagrajujemo in dajemo spodbudo za naprej. Na srečanju so podelili tudi posebna priznanja Krovne obrtne zbornice Slovenije za družinsko nasledstvo. Za 60 let delovanja družinskega podjetja sta ga med drugim prejela samostojni podjetnik Anton Merlin in podjetje Fero Črtalič, za kar 75-letno poslovno pot družinskega ključavničarstva pa novomeški samostojni podjetnik Robert Peric. Prav tako v četrtek pa so na Rudolfovem gostili 3. nacionalni dogodek projekta Spoznaj, podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji. Poglejmo, kako je bilo. Letos so se osredotočili na ravnovesje med odprtostjo in zaščito občutljivega znanja, podatkov in tehnologij. Direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani ob tem poudarja, da varnost raziskav in odprta znanost nista v konfliktu. Ampak da predvsem predstavlja nek niz previdnostnih ukrepov med raziskavo samo. Tako da s tem se zdaj ukvarjamo, ubadamo in poskušamo pač te zadeve čim bolj razjasniti, predvsem z pogledom v neke prakse v tujini, ter pa z seveda pogledom v prihodnost, kako se bomo tega izziva lotili v naši skupnosti. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki iz Nemčije, Danske in Avstrije, po katerih se Slovenija zgleduje pri razvoju sistemov odprte znanosti. Kot je poudarila dr. Tamara Besednjak-Valič z Rudolfovega, je vprašanje varnosti raziskav razdeljeno na dva pola. Se pravi na tiste države, ki se že zavedajo tega pomena in so ta vprašanja že sistemsko naslovili, tako imamo tukaj primere iz Nemčije in iz Nizozemske, in seveda so tiste države, ki, bom rekla, mogoče malenkost zaostajajo, se pa te debate odpirajo, kar pomeni, da prihajajo v javni diskurs, da se zavedamo tega pomena. Po 2 letih projekt že prinaša rezultate. Izvedli so izobraževanje odprti znanosti, izdali 2 strokovna priročnika, v teku pa je tudi prvo celovito usposabljanje za podatkovne strokovnjake v Sloveniji. Smo mi sami pri sebi se najprej naučili vseh pomembnih stvari glede teh postopkov odprte znanosti in jih začeli tudi izvajati. Torej, že samo na Rudolfovem je bil velik dosežek na tem področju in velja enako tudi za veliko večino ostalih partnerjev v tem projektu. Po besedah Pušnika bo projekt pomembno pospešil prevzem praks odprte znanosti med partnerji in prispeval k digitalnemu prehodu v znanstveno-raziskovalnem delu v Sloveniji. Selimo se na novomeški glavni trg, ki so ga leta 2019 preuredili v največji slovenski odprt prostor za pešce in mu tako vrnili zgodovinsko vlogo osrednjega mestnega prizorišča. A kljub prenovi se soočajo z upadom obiskovalcev in zaprtimi lokali. Zato so se občinski svetniki seznanili z dokumentom, ki predstavlja smernice upravljanja, s katerimi želijo mestno jedro razvijati kot stanovanjsko, gospodarsko, kulturno in družabno središče novega mesta. Snovalci dokumenta izpostavljajo 8 ciljev. Kratkoročno se osredotočajo na uskladitev delovnega časa trgovin z dogodki, boljšo promocijo že obstoječih storitev in dodajanje manj obsežnih tedenskih aktivnosti, prenovitev procesov vzdrževanja in označevanja, nekaj investicijsko nezahtevnih elementov. Gre za živ dokument, pravzaprav za napor nalog, za katere mislim, da se bodo katere izkazale, nekatere bomo skupaj v komunikaciji z deležniki preoblikovali. Ta dokument bo javno predstavitev doživel tukaj na Rotovžu za širšo javnost. Mesec aktivno poziva vse deležnike za predloge in pobude, kako nadgraditi. Srednjeročno želijo v prazne stavbe privabiti masovno prilagojene vsebine in spodbuditi stanovanjske prenove v zgornjih nadstropjih. Seznanitev ne nalaga nalog, ne sproži izvedbe. Pove naj, o čem razmišljamo, ne pa tudi, kaj pravzaprav je treba storiti.
Treba je zagotoviti nek akcijski načrt, se strinjam, ki bo opredelil projekte, ki bo opredelil čas, ki bo opredelil nosilce, ki bo odgovornosti, preverjanje uspeha in tako dalje. Dolgoročno pa načrtujejo infrastrukturne izboljšave, ob interesu podjetnikov lahko tudi vzpostavitev poslovnega območja za skupno vlaganje ter umestitev mestnega jedra Novega mesta kot regionalne destinacije turizma. Bi pa želel, da ukrepi, ki bodo pristali v dokumentu tudi po naslednji verziji, da se sprojicirajo v vsakoletni proračun. Celo več, da pripravljavci proračuna uvedejo novo poglavje v proračun oživljanje mestnega jedra. V javnosti najbolj se omenja promet in mesto duhov. Zame je jasno, ali promet da ali pa ne. Občinski svet in stroka mora jasno in glasno zaenkrat povedati, zakaj promet da ali zakaj promet ne. Novomeški občinski svetniki so sicer ta dokument, ki predstavlja mestnega jedra, soglasno potrdili, zavedajoč se dejstva, da je to šele prvi korak k njegovi uresničitvi. Nadaljujemo pa v središču Trebnjega. Tamkajšnja osnovna šola je ena večjih v državi, njena okolica pa je v zadnjem času doživela kar nekaj sprememb. Ključni sta ureditev dostopa po cesti, ki vodi proti pokopališču, in parkirišče. Poletje, ko ni bilo toliko prometa okoli osnovne šole, so na trebanjski občini izkoristili za gradbena dela. Pred glavnim vhodom so tako zgradili dodatno parkirišče s 34 parkirnimi mesti. S tem bomo izboljšali mirujoči promet in ves ta prometni kaos, ki se včasih dogaja, ko so na šoli prireditve ali roditeljski sestanki ali pa seveda tudi kakšne tekme. Veliko pozornosti so namenili tudi gradnji varnih šolskih poti na zahodnem delu šole oziroma na vzponu proti pokopališču. Rekonstruirali smo zelo obremenjeno in doslej nevarno križišče na Rimski cesti med ulico Talcev, zgradili manjkajoči pločnik in potem ga tudi zgradili dejansko novega v območju po Rimski cesti mimo ulice Talcev do pokopališča, kjer se vsakodnevno veliko šolarjev odpravi peš v šolo. Za obnovo križišča, izgradnjo pločnika in parkirišča je občina skupaj namenila 340 tisoč evrov, a urejanje še ni zaključeno. V prihodnjem letu nadaljujemo z nadaljnjim odcepom pločnika pod pokopališčem neposredno do šole iz strani glasbene šole, tam kjer seveda manjka. V Velikem Gabru pa si na zelo obremenjeni šolski poti proti tamkajšnji osnovni šoli želijo urediti dodatne talne oznake. Urejanje varnih šolskih poti je zagotovo zelo pomembno, ker ima neposreden vpliv na varnost naših šolarjev pri vsakodnevnih poti v šolo. Po drugi strani pa na ta način, če zagotavljamo ustrezno infrastrukturo, ustrezne pločnike, lahko potem otroke spodbujamo, da se v šolo odpravijo peš. Da bi bili zgled, je občina Trebnje letos organizirala pešbus, s katerim so otroci v obe šoli prihajali slab mesec. Dovolj imamo romskega nasilja, dovolj praznih obljub in ignorance. Tako so v torek dopoldne v šentjernejski Mihovici na nevzdržne razmere na področju romske problematike med drugim opozorili v novo ustanovljenih ljudskih iniciativah. Od države zahtevajo nujne sistemske spremembe in takojšnje ukrepanje. Ljudske iniciative, kot so poudarili na novinarski konferenci, niso nastale iz sovraštva, ampak iz gole nuje. Združujejo občine Brežice, Krško, Škocjan, Šentjernej, Novo mesto, Trebnje, Ljubljana, Roje. Namreč v vseh teh občinah zaznavamo povečana kriminalna dejanja romske skupnosti. Še posebej zaskrbljujoče je, da so v to vključeni že otroci in mladina, dodaja Mesojedec, ki kot osnovni cilj ljudskih iniciativ izpostavi varnost za vse in ne ustvarjanje konflikta. Ko smo videli, da tudi 11 županov ni dovolj, da bi prisililo politiko k ukrepanju, smo prepoznali, da je pravzaprav ljudstvo tisto, ki mora stopiti skupaj, ki mora na nek način prisiliti politiko, da je dovolj takšnega stanja v jugovzhodni Sloveniji.
V iniciativah zaradi, kot pravijo, kritičnih in alarmantnih razmer, ki so ušle izpod nadzora, državo in politiko pozivajo k takojšnjim in učinkovitim sistemskim rešitvam. Hkrati opozarjajo, da morata zakonodaja in kaznovalna politika veljati za vse enako. S problematiko pa se morajo ob policiji resno začeti ukvarjati tudi druge veje oblasti. Če so zdaj za otroke vzeli socialne podpore 170 evrov, zaradi tega, ker ni hodil v šolo, a je dobil pa naročilnico za 170 evrov. Ja, to edino pomeni, da za tistih 170 evrov ne bojo nakrali, ampak jih bojo porabili v trgovini. Pa nič drugega. To je smešno. Tudi to, da mora za komunalo priti posebna enota, da jih varuje. To je nenormalno. Tle absolutno bo treba narediti, bom rekel, premike, da bodo te ljudje lahko na tem našem območju, pa če hoče celo jugovzhodno Slovenijo, da bo lahko normalno živeli, da bodo lahko, bom rekel, na svoja polja prihajali, ker danes se dejansko bojijo. Jaz upam, da bodo te naši sestanki enkrat zalegli, da po 2-3 letih, da bomo naredili konkretne premike. Ne? Mi potrebujemo rešitve sistemske, ampak minimalne sistemske rešitve. Treba je sam izvajati zakonodajo, da smo pred zakonom vsi enaki. V apolitičnih ljudskih iniciativah se bodo, kot še dodajajo, s pripravo okroglih miz in drugimi aktivnostmi sicer aktivno vključili tudi v predvolilno dogajanje. Pestro je bilo tudi v novomeškem farmacevtu, kjer so v mesecu požarne varnosti pripravili vsakoletno požarno vajo, s katero so preverjali usposobljenost in pripravljenost zaposlenih v primeru nesreč. V vaji so izvedli simulacijo več tehničnih napak, kar je sprožilo eksplozijo v reaktorju in požar v obratu za proizvodnjo učinkovin. V vaji so poleg industrijske gasilske enote, civilne zaščite in enote prve pomoči, ki so vzpostavljene v okviru podjetja, sodelovali tudi gasilsko-reševalni center Novo mesto, prostovoljno gasilsko društvo Kamence in ekipa nujne medicinske pomoči Novo mesto. Na današnji vaji so gasilci prišli prej kot v 2 minutah. Vsi zaposleni in vsi udeleženci vaje so pokazali dobro poznavanje postopkov, kar nam daje zaupanje v naš sistem ukrepanja ob morebitnih izrednih dogodkih. Rezultati današnje vaje potrjujejo, da sta usposabljanje in pripravljenost ključnega pomena, še dodaja Malnarič. V podjetju varnosti namenjajo veliko pozornosti, tako z vlaganjem v opremo, kot tudi posodabljanjem tehnologije, poleg tega pa bodo letos v Krkinih obratih po vsej državi izvedli več kot 60 praktičnih usposabljanj. Že 70 letji pa požare gasi Gasilska zveza Krško, v katero so vključena prostovoljna gasilska društva iz mestne občine Krško in občine Kostanjevica na Krki. 70 let delovanja so obeležili s svečano parado članov in prikazom tehnike ter osrednjo slovesnostjo s podelitvijo priznanj. Najstarejša gasilska društva v Sloveniji, med katere spadajo tudi nekatera posavska, sicer v zadnjih letih obeležujejo že 150-letnice svojih delovanj. A kmalu se je pokazala potreba po združevanju, po sodelovanju. Po drugi svetovni vojni so se oblikovale okrajne gasilske zveze, potem pa kmalu zatem tudi občinske gasilske zveze in leto 1955 je bilo eno izmed takšnih prelomnic, ko se je tudi v Sloveniji ustanovilo največ občinskih gasilskih zvez. Med njimi občinska gasilska zveza Videm Krško, Senovo in Kostanjevica. Ki pa so se kmalu združili v enotno zvezo, ki je lahko prinesla želene rezultate. Ogenj in voda ne poznata meja, niti krajevnih, občinskih, v zadnjih letih smo lahko videli, da niti državnih. In če tega sodelovanja ni, potem je večje nesreče zelo težko pomagati, obvladati in rešiti. Gasilstvo je pomembno tako zaradi občutka varnosti kot družabnega utripa in tega se zavedajo tudi v lokalni skupnosti. V bistvu so gasilci tisti, ki tvorijo mnoga vaška središča, ki dajo tem našim krajem življenje, ki dajo dušo in ne nazadnje to je vojska prostovoljcev z dušo, s plemenom v srcu, kot je bilo danes velikokrat rečeno, ki v vsaki nesreči ljudem priskoči na pomoč, tistim, ki so pomoči potrebni. V zadnjih letih pa se premika tudi pri nakupu dražje gasilske opreme. Jaz mislim, da je bila danes današnja parada, s katero smo pokazali tudi nova vozila,
najboljši dokaz, da je temu tako. Tudi uradni govorec, ko je govoril, da so bila ta vozila kupljena, pokazuje, da smo se dejansko resno lotili te problematike. Zavedamo se, seveda, da brez tehnične sodobne opreme ni mogoče uspešno reševanje, uspešno delo. Tudi zavedamo se, da meja ni nebo. Največ gasilskih intervencij v zadnjih letih pa ni le povezanih z gašenjem požarov. Trenutno imamo največ intervencij teh naravnih nesreč, se pravi toča, vetrolomi. Požarov je z dobro preventivo, ki jo širimo med prebivalstvom, veliko manj. Tako da se ukvarjamo predvsem z tehničnimi in pa temi naravnimi nesrečami. Gasilska zveza Krško ima več kot 3600 članov, med katerimi je približno 750 operativnih gasilcev. Prav tako 70 let deluje tudi osnovna šola Dragotina Keteja iz Novega mesta, ki je bila ustanovljena 5. oktobra 1955. Imenovala se je posebna šola, gostovala pa je v dijaškem domu Majde Šilc v Šmihelu. Bila je prva šola za otroke s posebnimi potrebami na Dolenjskem in ena izmed prvih večjih šol za otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji. Prvo leto je šolo obiskovalo le dobrih 10 učencev, učila pa jih je defektologinja in ravnateljica šole Slavka Keglovič. Začetki naše šole so bili zelo skromni. Daljnega leta 1955 so prostori bili v dijaškem domu v Šmihelu. Tam je začelo s poukom 11 učencev v res izredno skromnih razmerah. Leta 1978 smo dobili stavbo, v kateri pa bivamo še danes, kjer so pogoji mnogo boljši. Ob tem častitljivem jubileju so pripravili prireditev tako za starše kot zunanje goste. V pestrem kulturnem programu so nastopili učenci in zaposleni šole ter gostje glasbene šole Do Re Mi, skupina Čudoviti pogum. Vadili smo par tednov, mesecev, smo vadili besedilo, imeli smo se zelo lepo in upam, da bomo še naprej kakšne stvari take delali. Kar težko je bilo, nekaj cajta sem rabil, da sem se kaj naučil, pa zdaj pa enostavno. Na sami šoli vse živo delamo, ni mi nikoli dolgočasno. Leta 1960 je šola dobila v upravljanje nove delovne prostore v Vaškem prosvetnem domu v Šmihelu. Po 23 letih delovanja v slabih pogojih je bila konec 80 let prejšnjega stoletja na novi lokaciji zgrajena nova stavba. Ime je dobila po pesniku in pisatelju Dragotinu Keteju. Leta 1985 so pred šolo postavili tudi njegov doprsni kip. Šola se je ves ta čas lepo razvijala. Šola je bila v celoti energetsko sanirana, imamo opremljene učilnice, sodobno opremljene učilnice. Edina težava, ki jo trenutno vidimo, je, da se nam število otrok izredno hitro povečuje. Trenutno imamo vpisanih že 160 otrok in prostorske kapacitete kmalu več ne bodo zadoščale. Sicer pa zunanji obiskovalci vedno znova pridejo do spoznanja, da so otroci te šole pravi sončki. Deževno, mrzlo in vetrovno vreme pa je zaznamovalo 8. novomeški polmaraton, a to še zdaleč ni ustavilo številnih tekačev in tekačic od blizu in daleč. Še več, Madžar Levente Semerej je postavil nov rekord proge v kraljevski disciplini dogodka, teku na 21 km. Madžarski tekmovalec prihaja v cilj! Madžar je v dobri in zanimivi tekaški preizkušnji ugnal odličnega domačega tekača Jakova Medveda, ki je postavil svoj osebni rekord. I wasn't expecting this weather, but yeah, it was much better than I thought. The rain was not so bad, but the course was really good, except from 16 to 17 when it was dirt road. But Jakov was really strong today. So that he pushed me more. Sprva se je bilo pač tako top, ker te ne moti dež nič. Na koncu me malo uvirali, ker so začeli mokri in zebete, ampak drugače pa še, mislim, fajn je, ker ni vroče, čeprav zdaj zaprejo po tekmi pa slabše. Kljub vsem vremenskim izzivom je novomeški tekaški praznik zopet uspel. Čeprav so bili danes malo težki pogoji, smo v bistvu videli že 2 rekorda, oziroma najhitrejša časa, tako da v bistvu za teč najbrž ni bilo tako slabo. Tako da pogoji so bili skoraj boljši. Na koncu je bil vsak moker, ali je vroče, ali pa dež pada.
Pestro športno dogajanje se je začelo že v soboto. Ta dogodek je namreč namenjen vsem generacijam ljubiteljev zdravega načina življenja. Je bilo res lepo videti, koliko mladih nadobudnih otrok je teklo in kar nekaj talentov sem videl na lastne oči. Res, tudi Canicross je bil včeraj tak družinski dan, danes pa malo bolj tekmovalen, če lahko tako rečem. Dogodka so se sicer udeležili tekači in tekačice iz kar 18 držav, organizatorji pa obljubljajo, da bo novomeški polmaraton iz leta v leto večji in zanimivejši. Kaj videti pa je bilo mogoče tudi prejšnji konec tedna, ko sta v Posavskem muzeju Brežice številne privabila sejem rokodelskih znanj in veščin ter baročni dan. Obiskovalci so pobliže spoznali rokodelske spretnosti, se preizkusili v ustvarjalnih delavnicah in se prepustili vzdušju baročnega časa. Baročni dan je osrednji dogodek čezmejnega projekta Prepletene pridne roke, poimenovan EU for Crafts, pri katerem Posavski muzej Brežice sodeluje z dvorcem Trakošćan iz Hrvaške. Evo, mi smo se prijavili na evropski projekt EU for Crafts i u projektu mi smo bili nositelji i vrlo nam je drago evo što je taj projekt prošao i što evo danas je došlo do realizacije. Prije tjedan dana smo bili u Trakošćanu, znači vrlo je uspješna bila suradnja, veliki je bio odaziv. Projekt povezuje rokodelstvo in kolektivni spomin. Zdaj, rokodelski sejem seveda ima ta značaj, da imamo tako prodajni del kot pač prikazovalni del. No in letos smo zato, ker je tema barok, še bolj vključili Viteško dvorano, še bolj vključili vse naše razstave, še dopolnili z več tako da smo res veseli, da je bo danes zelo živahno. Tradicionalen sejem pa vsako leto popestrijo s kakšno zanimivostjo. Kar je letošnja novost, tudi so znamenite Posavke in Posavci, se pravi projekt, ki ga upravljamo od lanskega leta in seveda nas bo v Viteški dvorani tudi Karl Remb. Dogajanje na gradu pa si je prišel gledati tudi ustvarjalec Viteške dvorane gradu Brežice. Moje ime je Karl Frančišek Remb in zelo vesel sem, da Viteška dvorana, ki sem jo poslikal, spet živi. Ker vsake toliko časa seveda grad diha po svoje, jaz sem pa vesel, ko moje umetnine vidi veliko ljudi in tale baročni dan da priložnost za to. Kljub temu, da je Nik Škrlec vajen številnih vlog, je zanj vloga Frančiška Karla Remba nekaj posebnega. Jaz zelo uživam, zato ker je delo z zgodovinskimi liki lahko zabavno, hkrati pa tudi nauči ljudi kaj več, poleg ljudi pa tudi mene samega, tako da lahko več naših krajev pa nasploh v zgodovini Slovenije. Grad Brežice je ob tem dogodku simbolno zaživel kot stičišče preteklosti in novih vezi. Tudi vam želimo prijeten konec tedna in naj bo poln prijetnih doživetij. Srečno!